sem videl, da smo sami sebi največja ovira. Znanje nam pač nihče ne more vzeti. Ko enkrat pač neko znanje, veščino pač pridobimo, pač imamo to za celo življenje. Najbolj me fascinirajo učitelji. Ko vidiš, koliko jim je pač mar za te pač učence, bolj mar kot mogoče včasih nekaterim staršem. To je mene pač takrat tako ganilo, da se odpovem se plači, dajmo čim več nazaj pač v razvoj, čim več dati, da bomo čim bolj dostopni. Leto pred penzijo, in ona se uči na webinarju, da bi postala boljša učiteljica ali pa še boljša, kot je zdaj v tem trenutku. In meni pač kdo se gre leto pred penzijo, pač hoče postati še boljši, tako da, ampak po mojem tudi takšen, kakršen si, takšne ljudi pa tudi privlačiš, tako da. Zlo na svetu ne obstaja, zato ker obstajajo zlobni ljudje, ampak ker so dobri ljudje tiho. Na kak način jih pač poslušaš, na tak način zrastejo, Zelo podobno je v šoli, Če bodo učitelji poslušali učence kot oni so grozni, neubogljivi, nič se ne da, točno takšni učenci bojo postajali. Pač šolo, potem faks zaključil, pol se začne kariera, počasi družina, vmes gradiš hišo, potem otroci, pes, in pol, ko vse to bom imel, pa bom srečen. Z veseljem, te pozdravljam, Žiga, v podcastu za life. Praviš, da bi rad govoril malo o svoji poti. Kako si se ti znajdel na tem podcastu? Kaj vse si, Bolj zanimivo, ker se ljudje premalokrat zavedamo vse, kar smo v življenju naredili. Naju je pripeljalo do te sekunde, da sva zdaj tle sediva in se pogovarjava. Tako zanimivo, Recimo, če ne bi šel na kaj zombo, se verjetno ne bi nikoli spoznala. Res je. Bolano. Res, ko pogledaš nazaj, kaj smo dali česa, Kizomba, Evropsko, basket, forum, leadership programi, poroka, otroci, premen. Tajska še prej. Še Tajska, familija. Ok, da začneva, zakaj si tle? Ker si soustanovitelj inštituta Be Great, skupaj z Matejo, ki je že bila pri nas v podcastu. In sem rekel, dajmo povabiti še tebe. Itak da zato, ker si moj prijatelj prvič. Drugič, ker si sponzor tega podcasta. In moram to naložiti, Vibe Solutions je direktor Žiga. In tretjič, ker si direktor, Mateja te ni poimenovala z imenom, ona sam rekla, jaz pa direktor. Direktor inštituta Be Great. Zdaj, če greva iz te zgodbe, zakaj si sploh soustanovitelj Be Great inštituta? Ta zgodba, se iz moje strani bom povedal, se je začela že, bi rekel, par let po moji osebni rasti, ker sem imel osebno izkušnjo, da se pač lahko spreminjamo, da nismo pač fiksni. In enkrat sem imel vmes idejo, kaj pa če bi to mi znanje, pač preobrazben način učenja pripeljalo v šole, In tisti trenutek je bil isto, pač takoj že dvom tudi tam, pač kdo pa ti si, pa se itak to ni tvoje področje, se pač nobenega ne poznaš na tem področju, itak pač ne moreš tega narediti, Ampak neko seme se je zasijalo, potem pa sem prišel v stik z Matejo, ker sem ji pač pomagal pri teh marketinških aktivnostih, sva snemala tečaje, pa razne pač predstavitve in pa sva ugotovila, da imava zelo podobne vrednote, in tudi te moje izkušnje iz osebne rasti, pač kako delujemo kot ljudje, da smo pa tudi programe pripravili na način, kako pač delujemo kot ljudje, da jih pač maksimalno podprejo. In potem je rekla Mateja, dajmo, ker prej je bila pač delala to ob službi učiteljice, rekla, dajmo pač ustanoviti podjetje, pa pojdimo z malo višjo hitrostjo pač naprej, pa da lahko dosežemo še več šol, tako da zdaj smo že drugo leto aktivni, imamo pa Matejo in Natašo, ki pač
trenirata, pa izobražujeta učitelje, pa Nathan, ki pa od zadaj skrbi, da vse stvari gladko tečejo. Tako da se pridno širimo. Best. In zdaj, ki si direktor, a ne, imaš številke, kakšne so? Zdaj, sam sektor, zdaj, če primerjam pač proti drugim, pač marketinškem delu, No, da je zelo pokažemo podhranjen. razliko. Ja. Ko rečeš ti podhranjen, misliš kaj? Ko rečem podhranjen, mislim, da je dejansko zelo težko sploh pač preživeti, tako da moraš res biti pač kreativen oziroma res pač dober, da sploh pač pokriješ vse stroške. Iz tega stališča sem se tudi sam pač odpovedal plači, ker mi je primarno, da naredimo čim večji pač učinek, da čim večjim učiteljem pač pomagamo, prispevamo in posredno tudi čim večjim otrokom pač izboljšamo kvaliteto izkušnje v šoli. No. Tako da to finančno, no, je kar, oziroma po naših pač informacijah imajo šole nekje 100 evrov budžeta na leto na učitelja, kar je zelo smešno. No. Medtem ko so recimo ena konferenca v naših vodah v marketingu, so tam okoli 400 evrov po osebi za par ur ali pa dnevna konferenca, lahko so pa tudi zneski veliko, veliko večji. Tu govoriš iz marketinških vodah, ko organizirate konference za podjetja ali pa... Ne, to so zdaj strokovne konference za ljudi iz marketinga. Okay. So pač takšni zneski. Kar pomeni, da učitelj si niti tretjine take konference ne bi mogel privoščiti. Zanimivo, ne? Ja. In zdaj si tudi pogovarjamo na evropski ravni v, ne vem, koliko 850 milijard za oboroževanje, ne? Ni pa za, rečemo temu, oboroževanje ljudi, da bi odnose poštimali, pa ne bi prišlo do teh konfliktov in tako naprej. Ravno tle je bila pač ta moja ideja, kar sem videl, če bi dejansko se dotaknili šolstva, če bi pač preobrazili šolstvo, ker tukaj imamo stik z otroci so pa naša pač prihodnost in tako sem videl, da bi lahko na dolgi rok dejansko vplivali na družbo, ker tudi jaz, pač moje prepričanje je, da tudi recimo glede politike, jaz vedno rečemo, da je politika je povprečje družbe. Tako da jaz bolj gledam, kaj moramo mi kot družba narediti, da zrastemo in da bo potem tudi politika temu pač sledila, ne pa obratno. To je moje osebno mnenje. Se misliš številke tudi na kolikih šolah ste bili, koliko učiteljev ste se že dotaknili? To bi pa mogel Matejo vprašati. Ona je bolj to. Okay. Ali pa Natana, no. Ampak ja, imamo tam okoli 40 šol, pokrivamo ali pa sodelujemo pač v tem šolskem letu. Za učitelje pa ne vem, ampak kar nekaj, no. Ok, vse lahko vprašamo, ne? Mateja, gledaj iz ozadja. Mateja, kakšne so številke? Koliko šol pa koliko učiteljev? 40 šol, zdaj povprečno lahko računamo, kar redno sodeluje 20 učiteljev na šolo, recimo. Potem na mesečni ravni dosežemo tudi preko 1000 učiteljev z različnimi dogodki. Na dogodkih v živo, pač online, imamo, mislim, dosežen maksimum 500 pač udeležencev. Tako da, ja, pokrivamo pa že tam verjetno blizu 5% slovenskih učiteljev. Za veliko jih mi vidimo, da nam sledijo in da te učitelji imajo drugačen pouk. Ja, marsikdo nas pa še ne pozna in imamo še priliko. Ok, the best. Se pravi, če se ni dobro slišalo, ker so mikrofoni malo stran, ne, 40 šol, 20 učiteljev nekje na šolo povprečje, 1000 učiteljev na mesec v nekih, se pravi, online izobrazbah, a ne imate online platformo, in 500 učiteljev, ki uživo na seminarjih, na dogodkih in tako naprej. Veliko vas sledi, večina pa jih še ne pozna, 5% učiteljev v bistvu trenutno pokrivate v Sloveniji. Tako.
vrhunsko, ne bi rekel, začetek po 2 letih, vrhunsko. Dobro, tukaj Ja. še malo podlage od Mateje. Mateja ima pač že 20 let izkušenj, ampak 5% mi je že res pač lepa številka. In nam je pač res včasno, ker večina našega marketinga gre pač iz ust do ust. In je res lepo slišati, ko so učitelji zadovoljni, ko dobimo pač res lepe povratne informacije. Tako da to nam daje pa tudi energijo pa zagon za naprej. Izjemno. In če se zdaj vrneva mečkam nazaj, ne? Tebe večina ljudi, kako misliš, da bi te opisala? Ne vem, različno. Odvisno, koga bi vprašal. Kaj misliš, da je bila ena konstanta, ki bi vsak rekel, Žiga je? Ne vem, popotnik mogoče. Pa norc tudi verjeten. Misliš? Ja. Jaz Sem norc, ampak tako v Ja. pozitivnem smislu seveda. Ja, razumem. No ja. Kako bi me pa ti opisal? Se me zelo Jaz dobro mislim, da bi poznaš. te večina ljudi opisala, da človek je vedno nasmejan. To pa zagotovo. A ne? To bi še rekel še tisti, ki me Ja. ne poznajo. Tako, točno to. A ne? In pa se pravi vprašanje, od kje ta vibrantnost do življenja in zakaj imaš tokrat ljudi? Zdaj, ne vem, težko odgovorim, po mojem je več razlogov. Probej, ja, potrudi se. eno mogoče zato, ker sem oče je iz Tajske in po tajski kulturi, oziroma tudi tam je kar tako, bi bilo čudno, če se ne bi smejali. No? In tudi, ko sem bil prvič na Tajskem, je to kar presenetilo, kako so res taki sproščeni, veseli, srečni, vse tako izgledajo. No? Tako da mogoče to en razlog, drugo je pač tudi delo na sebi, osebno rast, da si pač notranjo pomirjen. Pa je tudi meni tako, ko pogledam življenje, če stvari grejo bolje, kot si ne predstavljal v otroštvu, pa ne vem, zakaj ne bi bil pač vesel. Pa tudi tako, nasmeh nič ne stane, ne? Tako da na koncu po vsakem pač polepša lahko dan. Ne? Ja, res je en redkih. Mogoče kakšne stane, kakšne gubice, ampak le. Ja, pa ostaneš brez las, ko se toliko smeješ. Življenje reče, če se usmejo, pa las ne usmejo. Ampak res redko vidiš tazga človeka, ki je vedno nasmejan, ki je vedno tako. Mene je fasciniralo v tem, vse je v redu. V redu je. V redu je. Bomo najdel način, vse bomo rešili. Tako da si štejem v čast in sem vesel, da ti lahko rečem prijatelj. Enako. Hvala. In zakaj imaš pa tako rad ljudi? Ker kar počneš, počneš iz neke ljubezni. To je isto pač neko odkritje, ki sem pač odkril na Landmark forumu, pač ta program osebne rasti, ki sem ga naredil zdaj že več kot 10 let nazaj. In imel sem en incident v otroštvu, ki sem res izgubil zaupanje v ljudi. In kaj je bil ta incident? Ne bi o tem govoril, Okay. predvsem, ker so vključene druge osebe, ne zaradi tega. Sem pač rekel, da oziroma sem takrat se odločil, da pač ljudem pač ne more zaupati in sem se zelo distanciral, meni je bilo zelo udobno v svoji glavi, tako da sem pač veliko razmišljal, tudi na ta način deloval, tako da veliko glede logike, tudi pol take stvari so mi pač ležale, pa tudi ne vem, tehnične stvari, igrice tudi recimo v tistem času, ki je to pol nek tak beg. In pol pa dejansko, ko sem pa dejansko še enkrat šel čez ta dogodek, zdaj pač v odraslih letih, sem videl, da je pač to bila moja odločitev oziroma moja zgodba v tistem trenutku, ki sem si jo pač ustvaril. In ko je ta zgodba odpadla, sem dejansko res spet začutil, koliko v resnici imam rad ljudi, koliko je fajn biti z ljudmi, in tudi, drugačen svet je, no. Zdaj, nič ni narobe biti sam, ampak ko si pa z ljudmi, je pa marsikaj novega se lahko pač odpre, kar se pač sam seboj težko dosežeš, no. Dam lahko tudi en primer, ker sem se tudi pogovarjal z sestrično od moje bivše punce.
In so se pač pogovarjala po telefonu, tako po kar nekih letih ne komuniciranja. In ona mi reče, wow, Žiga, jaz si pa nisem nikoli mislila, da se bomo take stvari lahko pogovarjala. Jaz se spomnim, koliko je bilo tebi neprijetno v družbi z ljudmi in je bilo pol meni neprijetno, ki je tebi neprijetno. Ne? In veš, itak čez čas pač pozabiš, so ti vse te stvari samoumevne, pa se pa tako spomniš, sam res, jaz sem bil res tak, ne vem, pač najraje v svoji sobi, stran od ljudi. Imel sem nek tak krog svojih pač prijateljev, ko sem se počutil varno, ampak da bi pa kar tako z neznanci ali pa tako je bilo pa zelo, zelo, zelo težko. Okay. Ja. Ja, zanimivo, ko nas te dogodki iz otroštva zaznamujejo in si naša identiteta, ego, kako ćemo temu reči, ne, naredi neko zaščito in pol tudi neke prepreke, ne, bi radi v življenju nekaj dosegli, pa ne, pa si pa res, ko to zaključiš, iskreno vprašaš, kaj bi rad naredil. Pa vidiš, tu bi, pa še tu bi. Tako da, kar me fascinira, ne, včeraj smo imeli tu, si rekel, ko smo tle Alena pa Jakata, kaj bi rada bila v življenju, pa Jaka bi tako, ja, ne vem, ful stvari me zanima. Pa pol, kam bi šel zdaj naprej, na faks, ne, pa se mi zdi zanimivo, ne. Pač tudi tle, ti imam zdaj tu vprašanje, da rečemo, jaz sem najstnik sem, sprašam Žiga, kam naj grem naprej študirati? Kam študirati? Zagotovo zberi si nekaj, kar te veseli, nekaj tudi, kar je mogoče perspektivno. In zdaj, mogoče sploh ni pomembno toliko, dosti ljudi, kaj jaz sploh želim delati. Jaz sem to odkril šele, ne vem, sred faksa, recimo, sem pač odkril, jaz sem študiral gradbeništvo, tako da sem šele pol sred faksa začel delati v marketinški agenciji in sem tam ugotovil, ker zakaj sem sploh šel na gradbeništvo, je, ker sem želel ustvarjati nekaj svojega, nekaj, da lahko rečeš, to sem pa jaz pač naredil, ne. In ja, v marketingu pa vidim, da imamo še veliko več pač možnosti, sploh v tem digitalnem svetu, ker dejansko lahko ustvariš tudi stvari, ki sploh ne obstajajo, no. Tako da to mi je bilo zelo, zelo všeč in sem to šele našel recimo sred mojega faksa, kaj bi sploh rad počel. Tako da to je zdaj moja strast. Tako da bolj, ne vem, kaj pa vseeno mi je dal faks, je pa nek način razmišljanja. Zdaj pač kot gradbinec moraš vse predvideti vnaprej, ne, ti pač nujno zgradiš hišo, pa rečeš, nekaj sem zafrknil, bomo novo hišo zgradili, ne. Dejansko moraš vse predvideti vnaprej, do zadnjega šraufa skoraj da ne. In ja, mi ta način razmišljanja tudi pač v marketingu, v organizaciji dogodkov pač zelo prav pride, ker jaz dejansko predvidim skoraj identično do zadnjega šraufa, kako bo neka stvar stala, kako bojo stvari ne vem, pritrjene. In potem nimamo pač nekih polomov in lahko tako čisto zadnja faza pred dogodkom se res osredotočimo, kako pa lahko še izboljšamo uporabniško izkušnjo samih udeležencev, pa tudi naši naročniki so zelo veseli, ko pač vidijo, da stvari tečejo, da smo mi mirni in so pa tudi oni pač mirni. Tako da zdaj, če se vrnem nazaj k vprašanju. Ja, bolj res, kaj te veseli, da se pač res probaš čim več znanja ven iz tega dobiti. In to bi jaz tako pač nekaj izbral, kjer se lahko naučim, kjer bom neko uporabno znanje dobil, da ga lahko kasneje pač uporabim. Zdaj, kaj bom pa delal, je pa recimo kot študent se še ne bi pač sploh s tem obremenjeval. Zagotovo pa probati čim več znanja, veščin, informacij dobiti. Ker tudi to je nekaj, znanja nam pač nihče ne more vzeti. Ko enkrat pač neko znanje, veščino pač pridobimo, pač imamo to za celo življenje. Mi je pa tudi moja teta, ki mi je bila skoraj kot babica, ki je pač najstarejša teta, ali pa druga mama. In je že moja babica pač ne rekla, ne, da če ne bo treba, kdaj kasneje v življenju, ne,
nekaj delati, da se bo že odvadila. Ne, tako da pač podobno je tudi pri meni, no, tako da ne vem, sem veliko pomagal od ne vem, pometanja, pospravljanja, pa vse to, tudi te gospodinjska upravila. In mi je vedno rekla, veš, Žiga, če ti kdaj pač tega ne bo treba, se bo že pač odvadil. No. Tako da, ja, to mi je Kar je tako kmečka logika, ampak zelo tako dobro vodilo za življenje. No. Ja, prav do tega manjka v družbi. Zdrave kmečke logike. Gotovo je. Hoče nekaj tazga, ne? Ker danes je tu, vsi hočemo, ali pa sploh mladih temu stremijo, ne? Uspeti pa zaslužiti veliko denarja, pa čim manj delati za to. Ne? Vse bo full hiter, z malo dela. Ja. A ne, si tako želijo tu vidijo, da je kao, pač naj bi bilo možno. In the best mi je bilo, ker ti Poljaka rekel, ja, neki je, ne vem, kaj bi šel, neki sem vmes, ne pa bi marketing študiral, pa mi zanimiv tvoj odgovor za marketing. Kaj si rekel, Zdaj, po mojem se ne bojo vsi, ali pa sploh ti, ki so študirali marketing, se mogoče ne bojo strinjali. Jutri boš za 24 ur, Ja. smo pa lenkosti. Pač jaz, ko vidim zdaj nekih naravoslovnih ali pa tehničnih faksov, se veliko lažje pač kasneje priučijo marketing ali pa mogoče upišejo kot, ne vem, vzporedno študij marketinga. Veliko težje pa obratno, da se nek ekonomist pač nauči nekega pač naravoslovnega že od razmišljanja pa pač teh znanj. No. Tako da jaz, ne vem, pa tudi marketing se res tako hitro zdaj spreminja, sploh po mojem v dobi AI-ja. Tako da pa tudi vse te znanje, pač informacije so dostopne na spletu, pa ne vem, YouTube, brezplačno marsikaj dobiš. In je marketing se veliko lažje učiti, da dejansko greš, zaplavaš in pač ja, vaše fanta zagotovo to zdaj že znata obvladata, ker se učita pač iz prakse in to je največ vredno. Ja, cool. The best. In res tako povzameš, kar tudi jaz govorim mladim, probite čim več stvari. Tam boš odkril, kaj je zate, kaj ni, kje ti srce zaigra, kje dobiš une misli, tu bi delal naslednjih 5, 10, 15 let in pol tam noter raziš to področje in si najti neko nišo, v kateri želiš biti mojster in če si pripravljen biti mojster, pol je uspeh neizogiben. In tako jaz tebe dojemam kot v marketingu, ki te gledam od strani in spremljam tvoje projekte in podjetja in vse, kar delaš je. Temu si predan, ne? Tako ki si rekel, tvoja strast, dušo in srcem in stvar uspeva in pol mi govoriš številke in sem tako v redu je. Ale, moj ego malo trpi, iskreno. Jaz bi tudi, pa le še ne znam, ne vem kako. Ampak je vrhunsko to vedeti, ker dejansko to deluje. Ko si pripravljen biti mojster. Mislim, ja, vse nekaj so številke, drugo je pa tudi zadovoljne stranke. Recimo na Big Rate-u pa, ja, kar res slišiš, kako jim je dejansko spremenilo, koliko so mislim, kot prej mogoče niso imeli niti več upanja, so že razmišljali, da bi zapustili šolo, pa kar naenkrat vidijo, da dejansko se da, da imajo moč, da lahko tudi sami pač nekaj naredijo. In ja, to je pa še tako. Pač sam nimam nobene finančne koristi od tega, je pa tak nek notranji mir ali pa neko občutek izpolnjenosti, da. In ja, se veselim, no, kaj bo, mislim, jaz bi rekel, da smo komaj začeli, da šele praskamo, površje se pa veselim, kaj bo pač tako, čez 10-20 let, no. Kaj te je najbolj šokiralo, ko si šel z Matejo, ven si mi enkrat govoril, da si z njo hodil tudi na šole, pa na te konference, pa posvete in tako naprej. Na začetku, a ne? Kaj te je najbolj šokiralo, ker si bil tako, tu pa sploh nisem nikoli videl ali pa dojel ali pa vedel, da se dogaja? Če je bilo kaj takega sploh. Niti ne, no. Jaz nisem imel pač tako veliko spet izkušenj v šoli, tako da ja, parkrat sem šel zraven. Ja, Mogoče bom drugače dal. Ja. Če te ni šokiralo, kaj te je fasciniralo? Najbolj me fascinirajo učitelji. In
ko pač res, ko jih poslušaš, pa ko vidiš, koliko jim je pač mar za te pač učence, bolj mar kot mogoče včasih nekaterim staršem. To je mene pač takrat tako ganilo, da se neko, pa tudi ker se zavedam pač, da imajo sorazmerno nizke plače. Sem pač rekel, odpovem se plači, dajmo čim več nazaj pač v razvoj, čim več dati, da bomo čim bolj dostopni pač šolam, ker se pač dejansko vse sami pač financiramo. Tudi nič ne dobimo neke dodatne podpore ali pa nekih razpisov, in da lahko dosežemo oziroma da smo čim bolj dostopni. Še zmeraj mogoče nismo tako dostopni, kot bi si želeli biti, ampak po drugi strani pač obdavčitve so zelo visoke, in veliko denarja gre pač nazaj državi. Tako da, učitelji so me pa vedno pač fascinirali, koliko so res predani, koliko si želijo. Tudi recimo, se spomnim z enega webinarja, je bila dejansko moja učiteljica iz osnovne šole, iz Kostanjevice na Krki, Jožica, in je leto pred penzijo, ne, in ona se uči na webinarju, da bi postala boljša učiteljica ali pa še boljša, kot je zdaj v tem trenutku. In meni pač kdo se gre leto pred penzijo, pač hoče postati še boljši, tako da leto ali dve, ampak vem, da je pač tik pred penzijo. No, tako da to me res spet fasciniralo, koliko so res nekateri učitelji res predani. Tako da to. In res je, in je ta degradacija, ko smo z Ajdo debatirala, res nenormalno visoka v družbi za nekoga, ki ima tako odgovornost, če govorimo, so razmerno velike plače, ampak za to odgovornost res majhne plače, glede na to, da so odgovorni za našo prihodnost. In štartna plača učitelja v šoli je manjša kot delavca v Hoferju. Tako so mi pač povedali ljudje, ki so iz prakse, učitelji, in ki so tudi rekli, da je učiteljica razrednega pouka, magistra, šla raje delati v Hofer, ker je večja plača, pa manj naporen urnik, pa manj vsega napornega. Tako da so res ljudje s srcem in škoda, Saj to, kar si prej rekel za politiko, je nekaj odraz povprečja. Že bi rekel, odnos do učiteljev, teh, ki skrbijo ali pa so skrbijo skupaj s starši za našo prihodnost, je odraz družbe. In kako pa to dojemaš, kot rečemo, nimaš še svojih otrok, ampak vidiš tam učitelje, na drugi strani vidiš otroke, polej tudi nekaj si bil v tem zaposlovanju oziroma v agenciji, kjer si prej delal, so prišli mlajši kadri, novi kadri in se z njimi tudi srečuješ po podjetjih. Kako pa, kaj tam vidiš oziroma doživljaš? Jaz imam dejansko, bi rekel, kar srečo. Me obkrožijo res taki dobri ljudje. In po mojem imam tudi nos, da pač hitro ugotovim, s kom želim delati ali pa s kom ne želim delati. Delal sem pač z velikimi mladimi, pač v preteklosti sem bil tudi pač vodja promocij, teda sem delal s promotorji, hostesami. In pač vidim, kdo si želi, kdo hoče več, komu je pač mar. In seveda sem pol tudi tem ljudem dal pač več priložnosti, da smo pač več delali skupaj. In kaj mi je zanimivo zdaj, ko pogledam 10 let kasneje, da te isti ljudje so tudi v življenju uspeli, da so uspešni. Zdaj pač imam dejansko tudi moje bivše promotorje na naročnikovi strani, tako da lahko zdaj pač poslovno sodelujem z njimi. Po drugi strani pa tudi nimam nikoli slabe vesti, ker res vem, da sem bil pač fair, vem, da sem dal pač smeri maksimalno in mi ni zdaj pač težko biti v kontaktu z njimi, ker jaz sem zmeri, to sem imel tudi pač srečo, pač pri mojem prvem delodajalcu, da so bile vrednote vedno na prvem mestu, ta kultura pač tudi podjetja. In sem se tega že naučil pač iz tam in pol tudi to naprej širil.
Tako da jaz imam zelo pozitivno mnenje pač o mladih. Ampak ja, po mojem tudi takšen, kakršen si, takšne ljudi pa tudi privlačiš. Tako da, ja. Ja, zanimivo, ne. Kje so pol te, ki niso tako dobri, ne? Ki nam grejo na živce, rečemo na družbenem nivoju, o katerih se piše, ki se naslavlja vse to. Ne vem. Če gledam, Pol živimo v nekih mehurčkih, a ne? ne, pa če gledaš komentarje, ne vem, v medijih, ja, pač vidiš, da je tudi pač kar precej nezadovoljnih ljudi. Ampak jaz mislim, da to ni zdaj pač neko realna slika, ampak to so pač samo ljudje, ki so glasni. Veliko, ne vem, nas, ki pa smo dejansko zadovoljni, pa pač ne boš. Ne vem, Ja, se pač s nimaš tem ne časa boš- se s tem ukvarjati. Tudi tako je. Ampak je Tako da zanimivo, kaj je rek, ne? Zlo na svetu ne obstaja zato, ker obstajajo zlobni ljudje, ampak ker so dobri ljudje tiho. Ja, mogoče. A ne? Se mi je bilo zanimivo, glih en prijatelj je začel pač tako malo bolj pozitivno opisati, ne. Pa je glih iz tega namena je rekel, pač ja, jaz pa želim malo tudi pač te neke pozitivne energije, pa pač, ne, kaj si pač, ne vem, jaz mislim, ker imam pač mogoče malo drugačen pogled, ne, predvsem iz stališča AI-ja, ker pač AI pač pobira vse podatke pač na spletu in ja, tisti, ki so glasni, pač iz tam bo se črpala osebina, ne, zdaj pač, ja, če ne bomo izpostavljali tudi neke dobre stvari in tudi to je recimo naša ideja na Big Rate-u, tudi to Mateja pač prakticira oziroma pogovor, ki jih ima z učitelji, dejansko govori o, da znajo pač učitelji videti tudi dobro, ne, ker zdaj kako običajno delujemo ljudje, vidimo samo, kaj ne deluje, kaj ni prav, kaj moramo popraviti, kaj moramo spremeniti, ne. In pol spregledamo dobre stvari, ne. Ali pa zdaj lahko tudi povem drug primer, recimo, če bi zdaj nekdo igral klavir, ne, in potem sliši samo napake, ki jih naredi, ampak teh napak je mogoče 1 promil, ne, 99,9% pa je zadev prave tone, ne. In pogosto je tudi tako v naših življenjih, ne, opazimo samo tisto, kar ne deluje in se pol na ta 1% ali pa mogoče, ne vem, 10% pač osredotočimo, pol pa spregledamo pa ves ostali spekter, ki pa dejansko deluje. In tukaj Mateja zelo dobro, sploh v hospitacijah, da jim dejansko pokaže, ne, glejte, kako so pa tako, ali pa ne, ker na koncu, to mi je pa, sem pa recimo dobil veliko iz coachinga, tudi ko sem sam treniral ljudi, je, da tvoji pač coachi vedno zrastejo v tvojem poslušanju. Na kak način jih pač poslušaš, na tak način zrastejo, ne. Zelo podobno je v šoli, ne. Če bodo učitelji poslušali učence kot oni so grozni, neubogljivi, nič se ne da, ne, točno takšni učenci bojo postajali. Če bojo pa znali slišati njihovo izjemnost, njihov pač potencial, bojo pa zrastali v to. In to sem pač res videl, kot coach, ko res poslušaš ljudi kot izjemne, pač zrastejo pač v te osebe. In ja, včasih si ti kot coach ali pa v primeru učiteljev, ne, njihovo edino pač upanje ali pa šansa, da dejansko znajo tudi potem sebe videti pa slišati v veliko lepši luči, ker ja, v osnovi smo zelo samokritični. Ja, ali pa živimo v okolju, ki je kritično do nas, pričakuje veliko od nas, pa je tam nekdo, ki te sliši, ki te, tako ki si rekel, dobro posluša večjega, kot sam misliš, da si, in te v bistvu vabi, ali pa vključuje v to veličino, ki jo ima vsak. In da to delate z učitelji in da učitelji pol tako poslušajo učence, je to, kar nam, bi rekel, meni osebno vliva, nismo edini, več nas je, tudi ne samo za live, ne samo Big Rate, so še drugi in vsi skupaj v isto smer, isti čoln veslamo in imamo velike šanse, vsaj v Sloveniji, ki je res majhna. Mateja super rekla, to je ena regija za eno večjo državo, 2 milijona ljudi živi v severnem Londonu, je
En optimizem, bi jaz rekel tukaj. Ja, mislim, Slovenci smo itak znani po inovacijah, da smo zelo inovativni. Pa tudi jaz mislim, da res znamo, smo že veliko dokazali, da znamo stopiti skupaj, predvsem v teh nekih kriznih situacijah. Tako da, Če se moram malo pohecati. okej. Ti boš rekel, ki si pol tajc. Ti boš zdaj tle meni prodajal človek, kakšni smo Slovenci. Lahko je tebi, ki si rojen. Ja, Z DNK-jem, smej se in life is good, vse je dobro. Po srcu Ne sem hecati jaz se, ampak- 100% Slovenec. Definitivno, ne. Če ne drugega, če kje znamo stopiti skupaj, je, ker so športni dogodki in tam smo se vsi veselili, ne, Ja. evropski prvaki, ko so postali košarkarji. Tako da, sorry, sem te prekinil. Ja, ampak, ni problema. Tako da, ja, če bomo znali tudi še na kakšnih pač drugih področjih tako skupaj stopiti, jaz mislim, da imamo res tako. Tudi ko sem začel potovati, sem šele pač videl, kaj v resnici imamo. Mi veliko stvari pač imamo v Sloveniji kot samoumevne, ampak ja, ko greš po svetu, pač vidiš, da nam v resnici nič ne manjka, da imamo pač res izjemno naravo, kvalitetno vodo, tako pač vse, kar rabimo, imamo tukaj. In pol, ja, vedno, pa tudi ko potujem, zmeraj vzamem neki, veš, zakaj sem hvaležen tukaj, kaj pa recimo vidim, da pa mogoče se pa lahko naučim. Ne? Recimo Tajska mi je dala ta nek drug pogled glede materializma, ker prej sem bil dosti tak materialist, bi jaz rekel. Jaz sem pač pri 25 letih šel prvič na Tajsko obiskat svojega očeta, dejansko ga prvič v živo spoznati. In takrat sem tudi zvedel, da imam 9 polbratov in pol sester. In tam sem, ker prej sem bil tako, kakšna je bila moja ta enačba življenja, ko boš pač šolo, ne, potem faks zaključil, pol se začne kariera, počasi družina, vmes gradiš hišo, ne, potem otroci, pes, ne, in pol, ko vse to bom imel, pa bom srečen. In pač tako, ne vem, vsi ti tako na nek način sugerirajo in pol niti se ne sprašuješ, če je to res ali ni res, ne. In ko sem bil pa na Tajskem, sem pa videl, koliko manj stvari imajo tam, ampak so pač izgledajo srečni. In ta moja enačba, ne, da rabiš vse te stvari imeti in pol si lahko srečen, ker tam pač ni pila vode, ne, in sem dejansko prvi začel, mogoče pa ni to smisel življenja. In tudi pol, ko sem se zares ustavil, pa pač pogledal, pa sej veliko ljudi poznam, ki imajo vse to, ne, imajo hiše, imajo slavo, imajo bogastvo, vse imajo, ne, pa še zmeraj niso srečni, ne. Zakaj to vem? Pač, ne, tako so pač droge, depresija, samomori, ne, tako da ne, to ni odraz pač neke sreče. In pa sem dejansko, zakaj pa jaz mislim, da bo pa meni pa to prineslo srečo. No, tako da tudi to ta izkušnja me malo pač odprla, ker sem bil dosti tak, kako bi rekel, kot gradbinc, zelo, ne, stena je stena, zid je zid, ne mi zdaj ti neke tople vode pač prodajati. Ampak ja, ta Tajska me je pač malo omehčala in jaz sem zelo vesel, da sem se pač upogumil, da sem šel tudi na to pot pač osebne rasti, ker jaz si niti ne želim pač predstavljati, kje bi bil danes, no, če pač ne bi šel na to pot. No. Jaz ne bi bil tle, ker sem. Tudi jaz ne. Ja, mislim, ker si ti šel, si meni priporočal in Ja. ne, tako da, če jaz ne bi imel, kar bi imel. In tu je ta čar življenja, ki nikoli ne veš, kdo ti lahko prispeva, nek tam plešast model, ki se skozi smeji, neki zombi in ga vprašaš, kaj pa ti, kaj si v redu? Ja, meni je good. A ni plesal vse večer, je šel gor, ker meni je good. Prikrižene roke in se smeji in mu je to, pa ne. In pol, sploh ne vem, kako bi šla naslednji pogor. Ne vem, smo rekli, da gremo kar gledati. Ne, po mojem, dvakrat smo se na Kizombi srečala. Dvakrat smo se, pa smo pa Pa sem, rekli, ja, sem pa jaz par kolegov povabil, pa sem še tebe zraven povabil, da smo šli na zadnjo finale gledati Eurobasketa. Ja, res. Ja. Teda ja, pol pa kmalu zatem si šel na forum. Jaz sem šel takrat še na Tajsko. Ti si šel na Tajsko, Ja. pa si mi rekel, če pridem na Univent, pa sem prišel, pa pol je šel pa tam naprej. Ja.
9 pol bratov pa sester. Se mi zdi, da mogoče kdo tle zastrižil z ušesi. Jaz nisem tako, ker sem že navajen slišati, ampak pa sem bil tako, čakaj, mogoče ga kaj vprašaj o tem, bo zanimivo za ljudi, ki poslušajo oziroma gledajo. Kako ti je bilo tu sprejeti, doživeti, da konc koncev tudi oče ni bil tukaj prisoten v tvojem življenju sploh, oziroma ni bil do 25 leta, sta bila z mami sama. Kako si tu doživljal to epizodo? Sej zdaj je težko, zdaj mi boš povedal. No, pa se, pač ampak prvo, kaj... zdaj je že toliko stran, da lahko povzameš. Absolutno. Prvo, kar bi, mislim, spet lahko rečem, da sem rojen pod srečno zvezdo, je, kako je pač moja mami predstavila mojega očeta. Ne? Čeprav ga pač ni bil nikoli, nismo pač dejansko izgubila stik, kmalu po mojem rojstvu, in jaz dejansko nisem imel nobenega stika z njim. Ampak kako je moja mami predstavila njega, je zmeraj pač nič, ene slabe stvari ni v njem povedala. V mojih očeh je bil vedno kot nek Superman, ki ga bi jaz rad enkrat v življenju spoznal. Kako je tu pomembno? Tle bi se rad ustavil. Ja. Koliko je tu pomembno, sploh za fante, ampak tudi za punce, da ne delam te razlike. Glede na to, da sem že bil top 10 seksistov v državi, moram se malo držati nazaj. Se pravi, koliko je tu pomembno, da mami predstavo očija kot ni važno, ker imaš samo enega in da ga ne kaže nikoli v slabi luči. In isto bi rekel, koliko je pomembno, da oče nikoli mame ne govori čez mami grdo in ne, sploh pa ne pred otroki, pa nikjer. Koliko je tu pomembno med partnerjema, ker bi šla verjetno ta zgodba dosti drugače, če bi mami slabo govorila. Absolutno. Tako da zame je bilo zelo naravno. Jaz sem imel željo pač ga spoznati. Tudi mami me je pol tudi, ko sem se odločil, da grem, me dejansko pač podpirala pri temu. Tudi, ko jaz to svoje mami pač omenim, da je to izjemno, da ni to običajno, pač reče, ne, to bi vsaka mama naredila. Se rekel, mami, želel bi si to, ampak nažalost pač ni to pač resno. Tako da zato sem je pač res hvaležen. Tako da veliko tudi ljudi mi je rekel, Žiga, ti si bil tako pogumen in ti si šel na Tajsko in spoznati očeta, ker sam si tam šel. Ampak meni je bilo vse to tako, ravno zaradi tega, ker mi ni to nekaj bilo groznega, ker ni to neka oseba, ki je nočem videti v življenju, ampak je dejansko, ki želim spoznati. Seveda sem imel, to je bilo seveda tudi pred mojo osebno rastjo, sem imel neke zadržke do očeta, predvsem iz tega stališča, ker pač ne bi bilo fair do moje mami. Moja mami je pač delala po 2 službi, zato da je pač mene spravila kruhu, da sem bil oblečen, da sem pač naredil šolo. In ne morem jaz zdaj očeta enako odprto sprejeti, ker ne bi bilo pač fair do moje mami. Zdaj bi mogoče pač odreagiral drugače, tako da sem imel pač neko distanco še vedno. Sprav, ti si prišel dol, ste se spoznala, ampak si držal distanco. Mislim, nisem nesramen, ampak ne bom ga pa pač blizu pač spustil, ker pač ne... Kaj to pomeni, da ga nisi objel? To sem tako pač, mislim, ampak tudi oče je bil zelo tak biznismen, bi rekel, tako da smo zelo imela malo nekih takih ranljivih pač pogovorov, tudi že ko sem navezal stik tam okoli pred 22 letih, vsi najni pogovori so bili ali v faksu ali pa v biznisu. Nič drugega. Če sem ga kaj glede družine vprašal, moški pogovori. Je kar zignoriral, tako da to je. Zdaj lahko rečemo, da unike so že bili na Tajskem v Bangkoku, so se verjetno peljali po enem od mostov, ki... Tudi se eden ali pa verjetno bolj prepoznavnih mostov. Tukaj je moj oče, vem, da takrat še od Američanov pač odkupil nek splav, oziroma s brati so skupaj to odkupili in so pomagali graditi predvsem v fazi teh temeljev. Teda so predelali nek vojaški splav, pa gor so dali nek žarjav. Sprav, tam imaš to žilco za neke... Tako je bil kar inženir, pa tudi pač podjetnik, tudi veliko nekih poslovnih idej, po drugi strani pa vsem ni bilo neke integritete, tako da je vse bilo bolj na polno. Ampak
Ja, Pa dobro, evo, pri tebi pa ni na pol, pa je integriteta in je sine nadmudri oče in oče naredil svojo nalogo v svetu. Tudi če ni bil v njegovem življenju vsako sekundo. Ne? In tle se mi zdi spet res hvaležnost mami je odigrala kritično vlogo. A ne? Po angleško crucial part. Ne? Ja, Kako bi ja. se to prevedlo, a ne? podobno tudi ostale mame, no? Ker še to podatek. 10 otrok, 7 različnih mam. Mhm. In vsi otroci, Player, ja. a veš, če to delo. vsi otroci so pač res izjemni. No? Jaz sem tako, pač, sem še zmeri tehnik, ne? Tako da vse gledam tudi čez številke, pa logično. Ne? Jaz sem rekel, pač statistično bi mogel biti vsaj en slab brat ali pa sestra, ne? Ampak so res vsi pač izjemni. Pa tudi jaz mislim, tako, kako so me sprejeli, ne? Vsi pač Tajci so zelo odprti, no. Teda jaz nisem imel nikoli občutka, da smo pač pol bratje. Pač so me toliko odprto sprejeli, tako da ja, in ja, to je tudi neka želja, ki sem jo imel vedno, pač kot otrok, da bi imel brate pa sestre. In pol ja, tudi ko je mami postajala starejša, pa ni imela partnerja, sem pa že vrgel to, da pač dejansko sploh to ni več možno. Ampak ja, pri 25 iz edinčka postal Big Brother, tako da ja. Big Brother in res izjemno je tudi, kako ti skrbiš za njih, čeprav si tle, a ne, večkrat si mi rekel, da če karkoli bilo si jim pomagal, dol si leto, ki je bila zdaj neka situacija, a ne, ker tako, a ne, in kakšno življenje si ustvaril, to, da imaš to svobodo, a ne, tudi zdaj čez par dni potuješ k punci na Kanarske, pa tako naprej. Pa mogoče za mlade ljudi, ki to poslušajo, rečemo tam najstnike, pa ki so na faksih, pa tako, kaj bi ti rekel, da je neki, na kaj naj dajo fokus, če želijo prijeti, ne do teh materialnih in statusnih stvari, ki jih imaš ti zdaj, ampak do tega lifestyla, ki bazira na svobodi, a ne. Vse ne, da imaš vse idealno, a ne, pa že vse, kar si želiš, ampak imaš pa ta en freedom, ki ga večina ljudi nima. Zagotovo pa če bi dal pač vse, kako se reče, prepokrov, ko daš vse na eno. Aha, se pravi, vse bi stavil na... Ja, all in bi dal All na in. osebno rast. Iz lastne izkušnje pa tudi tako, no, pač ko sem coachal ostale ljudi, sem videl, da smo sami sebi največja ovira. In ja, pač ko odpravimo te ovire, pač lahko res sploh vidimo, kdo v resnici smo, česa smo sposobni. In da smo pač veliko večji, kot mi vidimo samega sebe. In pogosto rečem svojim coachijem, da bi jim rad posodil svoje oči, da bi enkrat sebe videli na način, kako jaz njih vidim. Tako da je to zagotovo osebno rast, da pač vse te omejitve, ki večina izvira iz pač naše mladosti, da jih pač se osvobodimo, in da ja, imamo dostop do te neke notranje moči, ki jo imamo, da tudi odkrijemo, kaj je tisti nek naš namen v življenju, ne? Kaj je tisto, kar nas inspirira. Tle smo si različni, ne rabimo zdaj vsi delati. Zdaj, recimo, skupni imenovalec pač naju je recimo nek doprinos, ne? Želja po doprinosu. In da je to, bi jaz rekel, no. Ti pogledaš sebe v ogledalo, a ti sebe vidiš s temi očmi, ko gledaš svoje coachje? Mislim, zagotovo je vedno prostor za rast, ampak sem dejansko res pač ponosen, kje sem. Nikoli si nisem pač predstavljal, da bom v svojih čevljah, kje sem zdaj. Po drugi strani se pa tudi veselim, ker tako pač iz lastne izkušnje vidim, da ta rast se ni ustavila. Stvari se premikajo, in je, ne, moja izkušnja življenja v tem trenutku je, kot da se življenje zame dogaja. Zdaj ne vem, kaj je bil tisti en film, ki je bil tako kot nek, kaj je že bil? Nimam pojma, ker si rekel sam tisti en film, ampak jih je malo več. Pač snemali so ga že od ko se je rodil, Ja. in je bil on... Starček. Ne, on je
ni vedel, da je to namišljen svet, vsi ostali so pa igrali za njega. Ta pa Džuma, ne vem. Ja. Ne Ampak bom rekel. tako je, mislim, tako je bilo. Truman Show, ali ne? Ja. No in pol on se mi pogrunta, zdi, da je pač To- ujet, da pač to sploh ni ta prav svet, ampak tako imam jaz, veš, tako je pač lepo zdaj, kot da vse se dogaja zame, no. Saj pač malo pač pretiravam, no, ampak Ja, ampak na koncu je tako, že več ljudi mi je reklo, ne? Življenje se ne dogaja proti tebe, ne? Življenje deluje za tebe. Zdaj na tebi pa je, da prepoznaš, da tle, kjer si, je tu za tebe dober in pogledaš, kaj iz tega lahko največ povlečeš, se naučiš oziroma spremeniš svoj pristop k ljudem, stvarem, življenju nasploh. Ne? Tako da bi rekel, da je to nek skupni imenovalec ljudem, ki jih spremljam in ki imajo tako izkušnjo, ki imaš ti, da vsi reče, to je življenje deluje zame. In kar ni nujno, da vedno pomeni sam rožice in tako Absolutno. naprej. A ne? Ker se dogaja marsikaj, ampak ja, the best. Sprav osebna rast pa fokus na odnose. tudi ja. Pa ugotoviti, kaj želiš početi, kaj je tisto, kar te napolnjuje, izpolnjuje. Kako pa to v marketing daš zraven, da si doprinos? A veš, ker ljudje gledajo marketing, tako ti mi hočeš sam nekaj prodati, stari. Da jaz kupam in ti si, da je full the best, ker jaz sem kupil, ti si prodal. Mislim, ja, tukaj mi je pa zame, tudi smo delali projekte, ki so doprinašali. Smo imeli projekt, ki je ozaveščal spolne zlorabe. Točno, Tako in ta projekt je bil pač tudi nagrajen in svetovno zelo pač z prestižnimi nagradami. Tako da občasno tudi imamo kakšen takšen projekt. Večina mi je pa tukaj bolj ta želja po neki kreativnosti, da lahko pač nekaj ustvarim, si zamislim in pač naredim neki izdelek. Druga stvar pa tudi dati neko dobro izkušnjo, predvsem na dogodkih, da imajo ljudje neko dobro pač izkušnjo samega dogodka. Pa ja, sem tudi geek, imam pač rad tehnologijo, tako da pol ta kamere pa opremo, to so zame pač igrače. Tle zdaj sedimo, ne, v igračah vrednih kar nekaj 10,000 evrov, da stvar deluje tako, kot deluje. In to je recimo, kaj jaz rečem mladim, vedno bo spoštljiv. Vedno bo spoštljiv, ker nikoli ne veš, kdo je oseba na drugi strani, kaj ti lahko doprinese kadarkoli, a ne. In ne bi mogel tega podcasta delati na tak način, če ne bi tebe spoznal in da v te priložnosti se po bistvu, ne, da se usedem zraven enega človeka, ki se ful smeji in večkrat tu poudaril, ker a ne, včasih sem gledal, ker sem te pač videl, sem bil tako, ne, pa dej človek ne pretiravaj, skozi se smeješ, razumeš, pa kdo se skozi smeje. Ampak pri tebi je en poseben smeh, ki bi ga jaz izpostavil, mislim na smeh, je, ker je iskren, ker imaš ljudi, ki se skozi smejejo in bohaš fake noter in je stari tako, lahko prosim nehaš, ker ni to kičasto pa svet ni, a ne. Tudi pri tebi si je pa res ta avtentičen. Ja, se spomnim ene konference, ki smo jo organizirali kar nekaj let nazaj, ne? In je bilo dejansko tako 3 dni zapored, spal sem 4 ure v 2 dneh, oziroma 3 dneh. In pol čisto zadnji dan, ko smo tako zadnjo stvar sem dal pač v kombi, ki je adrenalin popustil, ne, jaz pač res sem bil pač konc, ne. In takrat pač naročnik reče, Žiga, zdaj te pa vidim brez nasmeha, 3 dni sem rabo, ne. 3 dni pa samo 4 ure spanca. Tako da bi rekla, nezlomljiv, a ne. 3 dni, 4 ure spanca, veliko ljudi ne bi niti prišlo do tega. Ja. Kaj šele z nasmehom. Tako da vsa čas za tvoj pristop k življenju, ljudem in vsemu, kar ustvarjaš. Tako kaj je zdaj, ker se veseliš, si rekel, be great, videti tam učence, učitelje, ki prosperirajo. Kakor je Mateja opisala, ne, sem tudi njej rekel, da si ne bi želel take učiteljice za svojega otroka, pa Natašo bom tudi povabil, a ne, jo imam na listi, ker ona dela z mlajšimi,
s temi, ki jaz ne delam, ampak imam enega tazga doma, oziroma dva. Ne? Tako da se moram kaj naučiti, pa je taka pocen varianta, da dobim coaching, da se malo pohecam. Kaj ti vidiš, da je ta naslednji nivo, kamor želiš peljati Be Great? Mislim, če Mateja je že povedala v viziji in je ful lepa in se jo podpiram in kontekst izjemen. Zdaj zate vem, da so zadnji bolj številke, tehnično, direktorsko me zanima, kako to vidiš. Jaz mislim, da ja, moramo samo nadaljevati to, kar smo pač začeli. Pač imamo neko pač rast, tudi pač prepoznavnost večamo. Meni je pač ja, največji zadovoljstvo ali pa pokazatelj ali pa dokaz, da nekaj delamo prav, so te odzivi učiteljev. Predvsem, ko nekatere šole, ne vem, obiščemo 2-krat, 3-krat in se že vidi pač razlika v vzdušju, ne? Od tega, da pač prvič, ko pride tam, nič se ne da, vse je črno, kaj ima sploh smisel, bla, bla, bla. In potem pa ja, ko poslušam Mateja, veliko posnetkov pač podeli, oziroma zvočno pač da nek povzetek dneva, mi je pač res lepo slišati, kakšno spremembo delamo, kako pač vidijo stvari, včasih niti ne morejo verjeti, da je to res naša šola. Tako da ja, tudi rabijo učitelji pol nekaj časa, da sploh začnejo verjeti. In tudi tako se začne. Najprej moraš ti verjeti, da se da, videti neke stvari. Ampak ja, to je še na nek način začetek. Želimo pa si na dolgi rok, da mogoče nas sploh ne bi rabile šole, da bi bile to toliko samostojne, da bi, se tudi dejansko to že tudi ustvarjamo, da se neke skupine že same dobivajo, in to je naš namen, no. Saj pač jaz mislim, da imamo dosti nekih izzivov za rešiti, tako da se tudi ne rabimo tega zdaj držati, ne. Tako da če bomo to izpolnili, ja, bi bilo pač najboljši rezultat, da nas niti več ne rabijo, da bomo dejansko brez dela ostali. Ampak ja, mislim, da imamo še veliko težav za rešiti v svetu, tako da zdaj brez dela, mislim, da si bomo, želimo. Tako, da si bomo že našli tudi neko novo delo ali pa neko novo poslanstvo. Ja, je pa tako, zagotovo pač kompleksen problem, pa mi smo se tudi malo drugače pač lotili, mi smo dejansko začeli spodaj, pač pri učiteljih, ne zdaj na vrhu, pač na ministrstvu. In predvsem ja, iz izkušenj Mateje, Nataše, iz razreda, da se pač to podelijo, da učitelji dobijo neko upanje, in potem dobimo tudi že, imamo zaveznike učence, ki pa tudi oni pol so naši promotorji, čeprav nas pač ne poznajo. Rečejo, ja, mi bi pa tudi tako, ne, da bi vi učili tako, kot tista učiteljica uči, ne. In to je spet za nas nek pač dokaz, da imajo veliko boljšo izkušnjo z pač našim načinom pač poučevanja pač v razredu. Tako da ja. Tle imamo skupno, ne samo doprinos, tudi jaz sem postavil za live projekt, zato da en dan ne bo rabo več obstaja, da bo to, kar mi delamo po šolah, postal redni del kurikuluma. Sprav ta življenjsko se pogovarjati o življenjskih vprašanjih in dejansko tu, da rešujejo tam učitelji, ki jih vi gradite, ker imajo vse, kar rabijo imeti. Jaz nimam nič ekstra, razen tu, da sem pripravljen svojo zgodbo avtentično podeliti, govoriti in odgovoriti na bilo kakšno dilemo, se pač pojavi noter v škatli. Nimam straha pred nobenim vprašanjem. Mi se zdi, da je to nekaj, kar oboji dajemo, a ne, ta vero, jaz vero v neke odrasle, da jih lahko razumemo in da tudi tam, kjer še vi niste, tudi odrasli smo sami ljudje in marsikaj smo zafrkali in tle imaš učiteljice, vprašajo doma, starše vprašajo in tako naprej. Po glavnem tudi namen je bil ta, da zapremo ta del projekta prej ko slej, a ne. Tako da, the best. Si rekel, pa sem pa nekaj hotel te zdaj vprašati. Na koncu si rekel, učenci so tudi promotorji? Pol pa še nekaj.
Ne vem. Tako je dobro. To so najni momenti, bi rekel, ne, klasični, se pogovarjamo in pa smo tako prisotni v momentu, kaj je bilo 5 sekund nazaj, nimam Ja, pojma, litu že 500 leti nazaj. Ja, da v bistvu niti ne vem, kaj bi te zdaj vprašal, imaš ti kakšno vprašanje zame? Zate. Ja, iz tega, kar ti veš o meni, pa projekti, ki jih delamo, pa mogoče tle, pogledamo, karkoli, pač pogovor je. Ni forma, da mora tako biti. Nisem se pripravljal, da moram jaz tebe zdaj spraševati. Ja, to mi je zanimivo. Mogoče bom gostom zdaj naprej rekel, pripravi se na pogovor, greva na vzajemno, se pravi, pogovor je, ti sprašuješ mene, jaz tebe in pa kako ti vidiš in kaj ti dojemaš in tako. Tako da, bevali. Ok. Saj si coach, pa tako naprej, tako da imaš zmeraj kakšno vprašanje. Ja, ne vem, kaj je tvoj next step ali pa kaj je tvoja vizija te zgodbe? Za life ali šolstva? Za life, recimo. Dobro vprašanje, ker jo reinventam. Osnova je, da bom povedal naš kontekst. Se pravi, naš kontekst je, da prihodnost sveta stoji na miselnosti mladih, ki so slišani, dojeti in ceni za to, kdor so. In za life je živeti življenje, ljudje smo eno in vsaka akcija povezuje, prispeva in ustvarja izjemno vrednost za človeštvo. Zdaj, kako se tu kaže v programih, ki jih bomo izvajali, ne vem. Trenutno največ izvajamo Heroj za life po šolah, ker imajo šole izziv z nestrpnostjo in nasiljem med učenci. Tam jim pokažemo osnove za življenje, na kaj dati fokus, če res hočeš imeti to, kar si želiš imeti. Karkoli že tu je zraven pomemben ta aspekt zadovoljstva, sreče, svobode. Tako da zdaj se počasi približujemo 20,000 najstnikom. Smo okrog 19,000, ki je 20,000, sem si rekel nazaj, da bom šel na ministrstvo, ko imam 20,000 listov, bom pripeljal voziček in jim bom vrgel in bom rekel, lahko zdaj sistemsko uredite predmet v šoli, ker zahtevajo tu. Tle so feedbacki, 80% jih je zadovoljnih in si želijo več takih vsebin. Tako da tu je eno, kar me tle čaka, ker sem dal besedo in človek integritete. Ne vem, če bom prišel do tam gor, ampak definitivno bom probal. Hkrati me pa navdušuje, ker smo se zdaj povezali z Ajdo, Strnad, ki ima adolescente. Povezali smo se z Mojco Stojkovič, ki bo tudi gostja v enem od podcastov, ki ima freestyle učenje, pa bo zdaj v bistvu Ajda pa Mojca, pa še Maja pa Mojci bojo delali programe, se pravi za punce, za mamice, ker smo bolj moški mentori, pa delamo za oče, sin, vikend, pa bootcampe za najstnike. One bojo pa za najstnice, pa za mame poskrbele. To se počasi širimo in povezujemo. Hkrati skozi razmišljam, kje bi se mi dopolnili, kaj bi bilo. In mi je super, Mateja enkrat rekla, se bo že pokazalo, tako da sprejmi in zaupaj. Če sem se kaj naučil v zadnjem času, je tu, pač iz splava. Ko sva izgubila otročka, pač ne veš, zakaj je to dobro in pač, če ne sprejmeš, se boriš, umiraš, trpiš in če zaupaš, se bo pokazalo. Tako da ja, v bistvu in odkrivam. Zdaj sem LinkedIn coacha si dobil, da razširam ta naš mentorski 1-na-1 program in podprem jaz najstnike, Ajda je tle za starše, tako da v to sfero rečemo, da rinemo. Če vi učitelje podpirate, nekdo starše, konkretno z nekimi novimi prijemi, rečemo, ali pa posodobljenimi, delujočimi, kar smo mi do zdaj testirali in vemo, da deluje, ker res smo reševali že 1-na-1 od anksioznosti, samomorilnosti, slabe samopodobe, koncentracije in zdaj trenutno nov izziv, ki se ga še nisem z njemu soočil, je tesnoba in tudi tle delamo kar velike premike. Nismo jo še rešili, ampak smo šele 2 tedna v misiji od 8. Tako da je zanimivo. In ne vem, kam vse skupaj pelje, tle mi manjka in mi je zdaj v bistvu ta teden, ki prihaja, je teden, ki si bom postavil. Videl sem
od Patrick Bet Davida je Gordov Valuetainment, pač podjetje, ki ga ima. Je Gordov, kjer so kako imajo oni zapisano misijo in vrednote in tako, in me je navdušilo, ker je rekel, mi pa tako živimo, vsak je lider, vsak lahko bilo koga kadarkoli pokliče na besedo, na neodgovornost, nima veze, če je nad tabo, ga lahko ti od spodaj pokličeš, a ne, ni teh hierarhij in vsi delajo za skupno dobro in vsak ima se pravi navodilo, da vedno gleda, kaj lahko on naredi, da bo boljša. In pri njih je vrednota hard work, rečemo temu, pač, da res delaš s strastjo in ko delaš s strastjo, ure minevajo in si po 4 dnevih, 3 dnevih, 4 urih spanca še vedno nasmejan. In taki so občutki tudi pri meni, ki vodim delavnice, 3 delavnice dopoldan, v Sežani smo bili tako, smo se premaknili v Most na Soči, sem naredil mentorstvo, 5 minut po mentorstvu sem predavanje odpeljal s 104 staršami, pa sem se peljal domov in prišel domov in nabit z energijo, ki me pa daš tam v office noter doma, da brainstormam pa moram objavljati, pa pa kam bomo tu peljali, ta brand mi je pa stane. Se bolj zmatram, pridem na kosilo po 10 urah delavnic, tako da tle noter bi rekel, ne, zato so fantje zraven, da marketing pelejo in rečemo ta kreativnost. In kaj si pa želim je, da je Zalive prepoznan kot nek, rečemo, brand, ki ni Jernej Picelj, ampak ko pride Zalive v hišo ali pa se sreča z Zaliveom, veš, da se bo srečal s temi vrednotami. Spoštovanje, ljubezen in podpora. In ja, na čim večjem scale to narediti in ljudem dati in pokazati, da se da učinkovito rešiti stvari in da ni konc sveta, da ni nemogoče. Tako da ja, veselim se pa tudi, ker me par drugih, recimo dr. Milan Hosta vidi nekako v svojemu gameu Sporticusa, pa Gregor Kosi pri Great Leadershipu, tudi gledamo skus oziroma pustimo čas v čas, ampak smo tle drug z drugim noter, ne, med drugim nas je Merza BeLive podprl, sem videl BeLive, sem rekel, tu se moramo povezati in majster takoj zadko, da bo tudi bil gost v podcastu, ful zanimiva zgodba, predvsem za mlade, kaj lahko naredi fant iz svoje domače sobe, ker je prvič kombučo skuhal, zato da bo očetu pomagal, ki je imel raka, mislim, da na prebavilih in danes ima, pa ne, vse so vseh skoraj, mislim, vsi, ki pijejo kombuče, vejo, kaj je BeLive. Tako da, ja, in tako, ker tebi ta doprinos in to povezovanje, ki si ga doživel v marketinškem svetu, mene tle to izpolnjuje. In rečemo long term vision, ker sem tekmovalen in tako naprej, pa je, da bi Zalive postal številka 1 za miselnost mladih ali pa celo ljudi na svetu, kar pomeni. Če zdaj gledamo aspekt, Tony Robbins je moj kompetitor in tako, ampak ne vidim ga jih kot kompetitorje, ker tudi Dejan recimo je ta vikend na njegovih programih, ampak ljudi, ki imajo isto misijo kot mi in zakaj se jim ne bi pridružil. Sem pa tekmovalen in ja, se mi zdi to tudi dober aspekt, da si naredim tisti dan, ko nimam driva za delati, si pol izmislim enemija in pol grem v delo sam zato, da čeprav, ja. Pač moramo priznati, tako je, ampak nobenih slabih namenov zadaj, ali pa da bi šel za to, da bi njih degradiral, poniževal ali pa zmanjševal jim vrednost, ampak v bistvu tudi kot inspiracija, če on lahko jaz. En od teh pristopov je tudi ta PBD je meni všeč, ker reče choose your enemies wisely, se pravi izberi si svoje nasprotnike modro, ker je recimo ena zgodba, je pozabil sem, kera firma, ampak v glavnem res človek je veliko naredil s firmo, multimiliarder in pol je en gospod umrl in on je napisal pismo svojemu sinu, mislim, da Rockefeller, da je njegovo pismo, ne, in je sinu napisal, da je to najbolj žalosten dan v njegovem dnevu, ko je umrl ta gospod, ker ta gospod je bil njegov največji nasprotnik in zdaj je on dejansko izgubil drive v lifeu, pač, tako da tako, igram se, odkrivam in hkrati čez to se učim in inspiriram pol naprej ekipo in oni mene in ljudi okrog sebe. Tako da, ja, Zalive, na vsega lahko pripeš, Be Great, Zalive, Vibe Solutions, pač tako, vidim se kot, že tako sem nekoč razmišljal, ne vidim se res kot
liderja tip of the spear, ne, na koncu konice, čeprav v bistvu sem. Ampak sem si vedno rekel v pismu, jaz sem tak, imajo ljudje vizijo in jaz jih bom podprl noter. In mi je the best, ko dobim fante na mentorstvo, hoče biti pilot in zdaj ga podpiramo, on hoče biti fuzbaler v Real Madridu, takih sem imel že 5, ne. Pač vsi v Real Madridu. The best, ne, super, bomo imeli reprezentanco iz Real Madrida, kaj ćemo lepšega, ne, pač evropski svetovni prvaki, BP. In je možno, jaz ne vidim, da ni možno in se ne delam norca iz tega, ko sem to rekel, ampak meni ja, okej, ampak boš mogel nekaj delati drugače, kar zdaj delaš. In je top, sem imel fanta, ki pravi, da bo Tour de France, starši so se mu ločevali, mentorstvo, zrihtamo to, da se je soočil z ločitvijo, ima zdaj top odnose, ima fokus na 3 stvari, a ne, šola, kolesarstvo, tam še prijatelje podela in družina. In ja, se veselim dneva, ko bo eden od njih, tudi če ne v taki meri, ampak verjamem, da ja, dosegel en vrhunski uspeh in lahko si želim, rečemo, za nek osebni ego pobožati, ne, da bo takrat rekel, ja, kar mi je naredilo razliko, so mentori tekom mojega življenja. Niti ne rab me poimensko reči ali pa za life, ampak sam, da bo dal nek acknowledgement ljudem, ki jih večina nima. Kar bi tudi rad naredil, zdaj, ki me že sprašuješ, razmišljam, je, da bi se ljudje zavedali, koliko je logično, da ko otroka vpišeš na košarko, da ima tam trenerja za košarko in koliko je nelogično, da nima trenerja za življenje, ker naj bi to bil starš ali pa učitelj, ampak danes je družba oziroma ljudje smo v takem stanju, da ne znamo živeti. Tako vi učite učitelje, a ne pa sebe, drugega, pa ne, pa vi imate svoje coache, a ne, Mateja ima coacha, ti imaš coacha, mentoriramo se med sabo in tako naprej, vsak rab nekoga in tudi to uspešni ljudje govorijo. In da bi tu prenesel tudi na nivo, ok, znaš si v državah, ne veš kako naprej. Glej, zdaj lahko počakaš in bo zmetal res kupe denarja pol kasneje, ko boš mogel celiti vse te rane, ki se bojo kazale na telesu, ali pa bomo vložili v preventivo, oziroma zdaj v mentorstvo. In pol lahko prijava lahko gremo naprej, ne? Da bi mogel vsak državljan imeti vsako leto totalen krvni pregled. Sponzorirani strani države, zdravstva, ker tako bi preventive odstranili ful, ne? Tako da ja. Se veš, en dan sem ti rekel, kaj vse bi jaz bil, ne? Imel bi za life in bil bi predsednik vlade in bil bi stand-up komedijant in še fotor in tako naprej, a ne? In mogoče enkrat to, pa ko bomo ta projekt nasleden. Tako da. Cool. Ja, je kar zanimivo, kam vse gremo in kako plujemo. Tako da vprašanje je škatle. Jaz se boš postavil v, rečemo, našo kožo, ko pridemo v razred. Učenci napišejo vprašanje in potem enega naključno, mislim, mi vse potegnemo ven, ti boš pa pač tega, karkoli je. Odlično. Kako izboljšati ocene? Ti si tudi tega dobo. Kako da se z Matejo sta, ne, Ja, obadva v biznisu šel. Boš pa še enega pola, ne. Ja? Ne vidimo, če bo kaj še drug. Ajde, kako si ti izboljšal svoje ocene, ko si jih hotel izboljšati? Oziroma, kaj bi priporočal mladim? Veliko Saj Mateja je stvari. imela kako povečati koncentracijo. Ja, dejansko glede ocen, kaj bi jaz rekel. Zdaj, tako bi rekel, kaj bi zdaj naredil, če bi bil v osnovni šoli. Veliko stvari vidim pač pri ljudeh, je, da dostikrat si ustvarimo neko zgodbo, ne. Rečemo, jaz pa nisem za matematiko, ali pa nekdo drug reče, jaz pa nisem za tuje jezike, ne. In karkoli pač si rečemo, pač v to verjamemo in potem tudi naše akcije sledijo temu, ne. Če zdaj jaz nisem za tuje jezike, se bom pač tega izogibal, ker pač mi to ni všeč. Tako da to, pa kaj bi še rekel, ne, tako da jaz bi tukaj probal pač odstraniti ali pa ne govoriti take stvari, ker itak nas pač ne podpira pri temu. In ja, jaz sem bil tisti, ki sem imel res izjemne težave glede angleščine. In kaj sem pri sebi videl, kaj me pač najbolj ustavilo, je pač moj perfekcionizem. Pa mogoče niti ne perfekcionizem, še slabše je to, da sem se vedno primerjal z drugimi. In ker moja angleščina, predvsem v srednji šoli, ni bila na takem nivoju kot
pri drugih sošolcih, pač hodil sem v gimnazijo. In ja, sem se pač pol odločil, da jaz nisem za tuje jezike, da pač nimam tega dara in pač nimam tle kaj narediti, ne, dokler dejansko nisem šel na ta seminar Learner Forum, kjer sem videl, da se pač primerjam z drugimi, da sem perfekcionist. In kaj sem naredil tam je, da sem pač sprejel svojo angleščino, takšna, kakršna je in takšna, kakršna ni. Tako da sem se znebil tega sramu. Prvič lahko svobodno spregovoril v polomljeni angleščini in v zelo kratkem času postal tekoče, pač govorim, pišem. In kaj mi pa največ pomeni zaradi tega je pa prav ta, da pač imam lahko odnos z brati pa sestrami. In Aleksandra tudi poznaš, ne? In ko sem njega vprašal, Aleksandar, a se spomniš, ko pred forumom, ko jaz sploh nisem mogel govoriti angleško, oni pa pač mama iz Srbije, tako da mi dosti srbsko pogovarjamo. In je odgovoril, pa Žiga, ne da ti nisi pričal v engleski, ti uopšte nisi pričal. Teda to je še en tak pač primer, koliko nekomunikativen sem bil. Dava podnapise, ker veliko ljudi mladih ne razume srbo-hrvaško. Lahko, ja. Je rekel? Rekel je, ne da ti nisi govoril angleško, ti sploh nisi govoril. Tako da ja. In če grem zdaj spet nazaj glede pač tega samega vprašanja, ne, je in pri branju sem videl, da sem pač res, ne, ker jaz sem razmišljal, kje bom zdaj naredil napako. Ne, in potem si pač tukaj pač pod stresom, da dejansko pač ne moreš brati. Ne. Zdaj, če bi jaz to primerjal z nekim računalnikom, ti imaš tukaj enih programov odprtih, da dejansko ne moreš... memory ne deluje. Tako, in pač, RAM se tako, ne vklapa. In pač, pač ti sam sebe pripelješ v to, da boš dejansko naredil napako. No. Tako da, mogoče je zdaj, mislim, zelo enostavno reči, ne se sekirati, kaj pač, ne, ali pa mogoče tudi tukaj že v sistemu težava, ker nas učijo, da ne smemo delati napak, ne. Ampak jaz mislim, da je življenje ravno obratno. Pač pojdi, naredi napake, ne, tudi pač v poslovnem svetu delamo napake, ampak kaj lahko narediš, vsake napake se nauči, pa pač poskrbi, da te napake ne boš pač več ponavljal. No. Tako da jaz mislim, da napake niso nič slabega. Tako da ja, da sprejmemo, da nas ne rabi biti strah, kaj bojo drugi rekli, kaj bojo drugi si mislili, ker na koncu itak nimamo pač nobene besede. V vsakem primeru nekaj si bojo mislili in običajno nima niti veze z nami. No. Tako da mogoče je težko to razumeti pač v tistih letih, v mladosti, ampak ja, da se probate čim manj pač obremenjevati z drugimi, verjeti v sebe, ja, pa tudi narediti kakšno napako, sploh ni težava v tem. Res sta omejujoča prepričanja stran. In jaz bi tako dodal, če smem, da ne oceno enačevati z tem, koliko si ti dober ali pa slab človek. Ne. Tako da se prvo sploh vprašaj, zakaj hočeš imeti boljše ocene. Ali zato, da boš boljši izpadel, ali zato, ker če ne boš imel teh ocen, pač ne boš mogel upravljati življenjega poklica. Recimo, večkrat povem moj primer, ki sem hotel biti kirurg, sem bil prelen, oziroma takrat sem si govoril preneumen. Zdaj lahko rečem, moj način učenja ni bil primeren za postati kirurg. Tako da cool. Karkoli bi rekel za konec, kakšna misel, kako ti je bilo? Hvala za povabilo. Ja, predvsem mogoče za mlade bi rekel še eno stvar, na kaj sem vesel, ali pa da sem vedno si imel nekega vzornika v življenju. Ali je bil zdaj to kak sošolec, ali je bil mogoče to kako 2 leti starejši od mene in se pač probal učiti ali pa delovati na podobo. Karkoli me je inspiriralo, pač od ne vem, Matej je bil pač zelo priljubljen in ja, sem ga imel za najboljšega prijatelja, potem Gregor, ki je bil 2 leti starejši od mene, ki je bil pač res priden, je šel na gimnazijo, šel na faks. Da sem si imel zmeri pač nekega vzornika, se naučil maksimalno pač od tiste osebe, včasih tudi koga pač prerastel.
In tako da, to bi po mojem pač rekel, no, da si mladi naj najdejo kakšne vzornike, predvsem v smislu, da jih pač res inspirirajo, tudi mogoče vrednote so tukaj pomembne, pa mogoče, kaj sem tudi hvaležen, ker sem bil zmeri obratno, ne, se spomnim, ko sem pač zvedel, da sestrična kadi, ne, pa je bila recimo par let starejša od mene, pa rekla, veš kaj, Žiga, ko boš ti tako star, ko jaz, ti boš tudi kadil, ne. In meni je bilo to zmeri pol motivacija, jaz ti bom pa dokazal nasprotno. Tako da sem tudi malo trmast, ampak k sreči sem bil trmast v tako, da pač kaj je dobro ali pa kaj deluje, obratno smer. Pa po drugi strani, ja, tudi nikoli ni bilo denarja, tako da si že zaradi tega nisem, ne vem, pač Ni bilo ekonomično. zakaj bi zdaj kupoval cigarete, ne, če so pač kakšne druge stvari bolj pomembne. In mogoče, ja, da najdeš nek drug način, kako, predvsem ker v najstniških letih je najbolj ključno vprašanje pripadanja. Ne, želimo pač pripadati in dostikrat so pol cigarete ali pa nekaj prepovedanega, veš, da si pol cool, ne, da pol pripadaš, ampak jaz mislim, da si lahko tudi cool na drugačne načine, no. In ja, najte nekaj, kar bo vas podpiralo, ne samo zdaj, ampak pol tudi na dolgi rok, no. To je to. Lep večer še naprej. Čau.